mešalnik, ki je pa kakšna odklečnica. Evo jo. Vse je pripravljeno. Štekar po slovensko, ne? Štekar po slovensko, ja. Sej, kako pa se res porazumevaš tam z, ne vem, z vsemi temi narodi, ki jih srečuješ, a so to bolj kretnje? Idealno bi bilo, da se bi naučil vseh jezikov, ampak to je Dobro, to ne gre, ampak znaš dejansko kaj, vse kakve besede tistih? Dolgo časa sem imel nekakšen mini hobi, da sem se naučil do 10 štet v mnogih jezikih. No, do 25 jezikov sem prišel, potem sem pa videl, da ni ne vem kakšne strašne koristi od tega. Tako da še vedno samo v tistih 25 jezikih znam šteti do 10. Okej. Daj eno, ne vem, najbolj tak eksotičen. Dobro, najprej to daj, ko bo rušlo verjetno ti kar. Tole bo, ja. Aha, voda bo treba dodati. Čakaj, kako pa tole vaše deluje? Takole. Koliko? Ti samo povej koliko? Za silo. V redu, ne? Gremo dalje. Evo. To je zdaj silo komplicirana kuhinja. Zdaj deluje. Namreč tako, za moje pojme, banana mora biti obvezna v vsakem džusu, pa limona mora biti obvezna, vse ostalo je pa damo še tale kiwi. Dajmo. Kiwi za vitamine, ne? Nekaj časa trajalo. Veš kaj pa če ti jaz prosim. No ti pa mi preštej zdaj v enem takem najbolj zanimivem jeziku, ki ti je... Finščina recimo mi je všeč. No, evo, da slišimo. Yksi, kaksi, kolme, nälja, viisi, kuusi, 7, 8, 9, 10. Prav. Ne vem, koliko je akcent. Upam, da je kakšen finec tam, ki mi bo povedal, če sem dobro izgovarjal. Verjetno 100% ni bilo. Koliko časa si porabo, da si naučil, pa da ti še to ostane, a to obnavljaš to znanje še naprej? To konkretno smo z fuzbalskim timom deklic se učili na ladji. Deklice so bile stare tam okrog 15-16. Pa nas je bilo v parki, smo bili že skoraj polnoletni ali pa že čisto. In smo cel večer se tam režali drug drugemu in se učili pač med drugim štetja. Tako da bi težko rekel, koliko časa točno je trajalo. Na vsak način so se režali in potem hvala, ko sem jaz to se učil. No, pa končni izdelek je bil prebavljiv, menda za silo. Čakaj, Danci so mi naučili eno od najbolj kompliciranih jedi, stavkov recimo, ki jih vsakemu tujcu servirajo. Tako kot recimo Slovenci, pešci čistite cestišče. Kako bi? No, oni imajo pa hoj me flöde. Kar pomeni... Čakaj. To so jagode. Rodgrod se napiše. Rodgrod s tistim načrtani O. Med je Z, flöde je pa smetana, če sem prav razumel. Hoj me flöde. Ampak to moraš vse skupaj zamečkati. Je kar težko, ne? Če vidiš napisano, je kar logično, če pa slišiš, pa ni. Ja, verjamem je. Tole zdaj končano. Čakaj, ni še, tole kiwi še ni še popustil. A daš smo hodili? Bom poskusil, mislim, da zaenkrat ne bomo pa, ko bomo drugo porcijo, da bomo dali še ostalo. Sicer bo pregosto, da bo lahko do vrha daš še vodo, pa bo ravno prav po moje. To bo za nas tri, za vse ostale bomo potem pa še dodatno namiksali. Kamermane se že kaj žena mogoče. Stan sta pravko. Ja, po vsem alkoholu in jedenju bo verjetno kar prav prišlo. No, to je zdaj misteriozni recept. Ja, kaj pa če bi dali še na jajce noter? Ne. Ne? Ne maraš? Ja, še jajce. Bom pa drugo povej, zakaj. Če tole pustiš zdaj primeru, bo čez 5 minut že vse se dvignilo na vrh. Če daš pa jajce, bo pa celo ure zdržalo enako gosto. Se bomo mi takoj spili. Pa ni, se je ga čisto... Mi z Markom nismo ga čisto zmiksa, nič nima več izga sluzastega prizvoka. Ti nam tole nali, jaz pa predlagam, da mi gremo kar na recept dneva, da bomo dejansko pogledali, kako je tale džus nastal. Znali. Recept uporabiti, ja, čin. Skratka, sila skrivnostno recept, zelo kompliciran. Torej, nič sladkorja nismo dali. To je pomembno? Torej, še enkrat, čisto enostavno, daš pač pol limone, v tem primeru na takole količino, koliko je to nekaj manj kot 1 liter. No, ajde, dobrega pol litra recimo, no. Eno banano, potem pa katerokoli sadje praktično. Dobro, mislim, če hočeš imeti bolj čist okus, potem daš eno, recimo lahko so zmrznjene jagode, maline, karkoli. Zdaj, ko ni svežega, poleti pa seveda sveže, če se da. Sicer ali veliko mešanega, pa majhne količine, ali pa eno samo, kaj vem, naprimer pomarančo ali pa kivijo. Pa malo vode, da razrečimo, ne sploh še banana. Če hočeš, da je bolj kompaktno, potem jajce.
A ja, Surovo smetano jajce, lahko damo kako? gor, tisto pa tudi ni slabo. Ja, ampak zdaj po novem letu. Lahko ti damo, če želiš. Provat. Ampak... Mi dva ne bi z Bojano, Mi dva ker smo ne bi, že ja. kari. Ker smo že toliko piškotov in vsega pojedla, to se mora malo po moje zmešati Namreč tisto se pa tudi zmeša in tudi v tem primeru postane malo bolj kompaktno potem. Ja. Bomo potem med reklamami. Super. Na zdravje še enkrat. Ja, na zdravje. A vi to ne boste prav, da Ne, smetano? hvala, res. Tole je pa Hvala, super. Hujšava. No ne, ampak tole je res osvežilno in tako Ja, puno cvetane. bom kar tole uporabil. Drugače pa se imamo verjetno tudi kje kak. Dobro bo. A si? Dobro. Veš kaj, Eni, daj malo povej, kakšni so pa kaj plani za naprej tvoji? Dobro, zdaj si rekel marca, da greš, odhajaš zopet. Zdaj je odvisno od tega, kam se kdo prijavi. Sam imam namen oditi nekam enkrat v Srednjo Ameriko, pa no, pravzaprav imam kar precej planov, no, skoraj ni strani v Atlasu, ki ne bi bila kakšen moj plan. V Pakistanu že dolgo časa nisem bil, pa kaj ne bi ljudi vodil, ker bi zelo hitro imeli dovolj. Mislim, ljudje grejo raje. Kljub vsemu so zelo prepričani, da so popotniki, pa potem zelo hitro ugotovim, da so bolj turisti kot pa ne. Nekateri, ne vsi, jasno. Ja. Včasih se mi zgodi, da imam pol skupine take, pol take. Daj še Včasih definicijo, je malo sploh nismo težko. še povedali, a veš, zdaj si rekel recimo popotnik pa turist, ne? Definicija popotnika je kakšna? Definicija, kakršno si izmisliš pravzaprav. Ena možna definicija je bila, da je popotnik tisti, ki si sam organizira pot, turist pa tisti, ki drugemu to prepusti. Zdaj, če vas že nekdo vodi, potem je spet popotniško potovanje tisto, ko spiš v pocenih hotelih ali pa včasih tudi na kakšnem vlaku ali pa, kaj vemo, kakšni... Veliko možnosti je, no, kaj s tem. Pač tudi recimo se je že zgodilo, da smo šli z tako, ne hočem 5 stvari naenkrat Ja, povedati. to imaš toliko Za stvari. 1. maj gremo dostikrat na Sicilijo, ne, in tam so Liparski otoki, če ste kdaj slišala, nad Sicilijo. In tam gre večinoma mlajše ljudstvo, tako da ni problem, oziroma že vnaprej jim povemo pač, da bo zelo na tak popotniški način. Kar v tem primeru pomeni, da dostikrat spimo ali na pomolu, ali v kakšni novogradnji, ali na strehi hotela, ki še ni odprt. Enkrat najamemo na otoku Stromboli recimo en hotel, ampak samo eno sobo, ki ima 2 veliki posteli, potem se pa razporedimo, malo po posteljah, malo po terasi, malo po tleh in tako dalje. No to je že verjetno bolj popotništvo. Sicer pa ni kakšne stroge definicije, ki bi se jo vsi držali. Koliko pa je zanimivo, kadar je ogromno ljudi, mislim ogromno, že kadar je par ljudi zraven, ne, ki jih ti prvič vidiš, greš na eno popotovanje, kolikokrat pride do kakšnih trenj ali pa kdo kdaj zapusti skupino ali pa... Kaj misliš, koliko je rekord največja skupina? 115 ljudi. Kam to? Za 1. maj, v petek gremo iz Ljubljane z vlakom do Sicilije, tam se malo razbežijo, takrat nas je 40 ostalo na kupu, ostali so pa šli na razne konce, pa se potem spet združimo naslednji petek in nazaj v Ljubljano. Groza. Dobro, potem je res, to tudi lahko rečemo masovni turizem, ne? Ja, V narekovajih. recimo, ja. Janine, jaz se ti najlepše zahvaljujem. O. Ja, da si bil najin gost. Še ogromno bi se lahko pogovarjali, ampak to ni konec, ne, kot že rečeno. Ja, z veseljem. Nekako uvajaš novo rubriko Popotnik, tako da stavimo vsak ponedeljek Se bomo še in z videli. takimi zanimivimi zgodbami in s tvojim tekočim dogajanjem se bomo še torej srečevali. Za nocoj pa hvala lepa. Hvala ti še enkrat. Obema. Tako pa hvala za džus. Mi gremo pa naprej, na vrsti so oglasi, po oglasih pa seveda sledi odpiranje sefa, brezplačna telefonska številka 08 08 88 88.